Lep pozdrav iz Trbovelj, iz mesta akrobatov, kjer mladi podjetniki iščejo, želijo pustiti svoj pečat, tako kot ga v slovenski družbi, tudi v podjetništvu, pušča naš nocojšnji gost, ki pri svojem delu uporablja tudi vse, kar mu daje na razpolago sodobna tehnologija, in to združuje s tradicionalnim in premika meje v svojem poklicu. Zato je danes tudi naš gost, Martin Golob, najbolj popularen slovenski duhovnik. Dobro večer, oziroma dobrodošli. Hvala. Dobrodošli, bomo tako rekla. Hvala. Ljudje vas v bistvu poznajo kot najbolj priljubljenega slovenskega duhovnika. V bistvu jih pa bolj malo ve, da ste vi ustanovili tudi podjetje. Ja, jaz sem... To je bilo še, ko sem bil župnik v Bohinju. Za cerkev Sveti Janez Krstnik ob jezeru, to je tista lepa cerkvica, ki je skupaj z mostom in jezerom prepoznaven znak Bohinja. Tista cerkev je bilo treba obnavljati. Streha je bila že malo začeta, ogromno je noter čudovitih fresk, ki so bile potrebne tudi za osvežiti, za restaurirati. Oltar je bil še za obnoviti in vse te zadeve, obnove take cerkve, ne nese nek strošek. To ne moreš kar nekaj sam obnavljati, ampak pač potrebuješ mojstre, zrcateljskega centra in tako naprej. In iskal sem načine, kako pride do sredstev. Zdaj sam Ribčev las ima ogromno vikendašev, ki pa z župnijo ali pa iz cerkvijo neki ne čutijo, da bi kar tako v Bohinju zbral. Tudi niso bili vedno, ker so vsi bolj malo lokal patriot, čeprav je vsem Bohan, ni prav velik, ampak vseeno vsak skrbi za svojo cerkev v tem smislu, ne. Recimo za cerkev Svetega Duha Stodorci, za cerkev v Jerek, se pravi Češnen, pa prebivalci iz Jereke, se pravi vsak tako, ne. Posem pa, kaj pa tukaj je ogromno turizma, ogromno ljudi gre klele čez most peš, ko bi to naredil, da bi lahko ljudje prišli tudi v cerkev, da bi imel tudi nekako mlade, ki bi noter delali, pa da ne bi prostovoljno delali, pa da jih ne bi kar tako malo neki na roke plačeval, da bi šla stvar uradno, pa da bi lahko tudi uradno neki prodajal, da ne bi kar tako malo vse s prostovoljnimi prispevki. Da je pač edina, dajmo odpreti podjetje. Malo sem se pozanimal, kako to gre, potem smo resno upravni noti, župnija, Srednja vas v Bohinju, je odprla podjetje Sveti Janez Krstnik d.o.o., ki še vedno obstaja in še vedno laufa. To sem se spomnil, mislim, da sem to odprl leta 2018, 1. marca, nekaj tazga. Osnovni kapital, 7500 evrov sem položil. Vi? To sem dal kar iz svojega. In potem je pravna oseba pač nastala. Seveda, potem je treba bilo pa, Začeti delati. Na začetku pa sem brskal za spominke, obiskal sem turistične kraje, sem malo vohunil po trgovinah, kaj ki prodajajo. Potem sem se zelo dobro povezal z podjetjem A-firma, oni imajo zelo močen občutek, kaj pravzaprav gre, in oni so mi začeli dobavljati stranske spominke. Pa sem hotel imeti tudi nabožne predmete, poiskal, kje se delajo, kakšni rožni venčki, svete take stvari, ki spominjajo. Poslikali smo cerkev na vse načine, da smo tudi magnetke prodajali. Noter smo lepo uredili neko tako luškano trgovinco. Mlade sem povabil, da bi delal kot študent, dal sem takrat mogoče še kakšen evro večjo plačo, ker to je bilo mehano novo in nisem hotel, da bi kdo rekel v smislu, da ima župnik tam neke sužnje, ampak da je to neka dostojna zadeva, seveda pa, da je pač prijazen in da znamo jezike in tako. Tako da je to kar, na začetku sem zelo velik sam delal, ker pač je bil kapital mehen in si nisem mogel prvošati, tako da sem recimo vse nedele popoldneve preživel kar tam v trgovinci in čakal ljudi. Potem sem se malo znajdel in sem se povezal z mnogimi agencijami, bil do njih čim bolj prijazen, pač malo marketinga sem šel, no. In je se obrastval. In potem se tudi navezal, da so mi redno vozili avtobuse, dal vizitko, spletna stran, zunanja podoba, vse te zadeve, in je kar prijel se in je potem to začel zelo lepo pol tudi laufati. Zraven seveda, ves davek smo plačevali, vse pač, kar se zahteva,
za neko pravno osebo, vse to je tako laufa in še zdaj to gre. Jaz nisem bil plačen direktor, ampak samo pač tisti na papirju, sebi kot župniku nisem mogel si plače izpostaviti, da ne bo zdaj rekel, mi je pa računovodkinja v stroške dajala potne stroške, saj sem se po 3-4 na dan pelil do tja pa nazaj, ampak to je pač računovodstvo. Računovodstvo. A se še spominjate, ne vem, kaj je šlo najbolj v prodajo, kateri kupci so bili, recimo, oziroma kateri turisti so bili najbolj hvaležni in tako naprej? Američani, to so bili ta bolj. To so še napitnino dejali. Pa čisto odvisen. Recimo, če so kaj še slovenske romarje, sem jih mogel kaj fejs navdušiti, pa ta prva, če je kupila, pol je šlo naprej tudi, no. Pol cel avtobus kupil. Spomnim se, kar nekaj takih romerjev, sem bil pa tako vesel, tukaj so faj spraznili police, to je najboljš pa spet police filet, ne. Je dober občutek, drugače je šlo zelo dober, recimo, blagoslovna voda in blagoslovna voda iz Bohinjskega jezera, to ni vsaka voda iz Bohinjskega jezera, ne. Je prav zanimiv, najprej sem imel takih dosti lepih, malo večjih flaškah. In pa lepa nalepka, še gor tako v angleščini, smo za blagoslavlja, da ni zapit, tako malo res luškano. In kar ni šlo. Pa smo dali pa ene lepe, take mečkene steklene flaške, pa malo smo oblikovali etiketo, je pa šlo kar za med. To je zanimivo, kako z očmi kupujemo. Tudi recimo rožne vence, če so bili samo obešeni, niso šli. Če je bil pa lepo v škateljci, je pa šlo. To je zanimivo, kako smo ljudje, to se pa kar malo sam tipov, pa ne, z ekipo, no, si imel tudi pomoč, ampak tako bi bilo pa zanimivo to odkrivati, da reke vrste tudi novo psihologijo zadaj. Kaj ste se recimo naučili iz tega? Prijaznost, potem zmer moraš imeti čas, zmer tukaj pač izkoristiti vsa, tudi mehna ribica je zlata ribica. Potem biti skozi malo buden, da tudi če misliš zjutraj, danes je vse poreme, pa danes pa ne bo, te lahko to zelo preseneti, ni nekega pravila, pa rad moraš imeti. Jaz sem bil to zelo rad, meni je bilo to kot v prostem času malo za sprostitev. In če ti je to strast, potem ti je to res fajn. Meni je bilo to res tako malo izziv, ker sem se hotel tudi malo izkazati, pa dokazati, da se to da, da ni treba, da samo čakaš, pa prosiš, da nekdo ki prinese, ampak da se da tudi z neko voljo, pa z neko potjo priti do tega. In mi smo kamot potem tudi iz tega budžeta vlagali v obnove, da se je tudi lahko, smo si pač porušili, sem lahko otroke pelil za kakšen dnevni izlet in tako. Zelo lepo je pač tekal. To podjetje še obstaja, tudi potem, ko se še obstaja? Delajo iste stvari? Ja, iste stvari, zelo lepo pelejo. Je pa to v upravljanju, mislim, da krajevne skupnosti Stara Fužina. Pa zelo lepo delajo, tudi leta spolet sem obiskal, pa malo spomine obujal. In sem zelo vesel, da gre to tako naprej. Vi ste doslej izdali 3 knjige, ne? Ja. Prva je bila na spletni prižnici, ja. Sledila je 365 dni z Božjo besedo in potem spet na spletni prižnici 2. Kaj pišete v teh knjigah? Kakšna je vsebina? In zakaj ste se odločili, da greste potem tudi v svetu, do tja bova še prišla, ne, te sodobne tehnologije, družbenih omrežjih, k pisanju knjig? Knjiga ostane. Se pravi, zapisana beseda na polici, se pravi na papirju, to je nekaj večnega. Tudi, ko se rodovi menjajo, pa kakšen vnuk ven vzame knjigo, kaj mama brala. To, kar je na internetu, je zgodba 2-3 dni. Potem je pa že nekje v zadnji, se že pozabi, in je nekje v senci. Knjiga bo vedno aktualna. Recimo jaz osebno ne moram brati iz tablice, da bi imel zdaj e-knjigo na tablici, pa na Kindlu, ne gre mi in rabim knjigo fizično in rad si kaj počrtavam in lepo mi je knjižne police gledati in zbirati knjige. Kakšna pa je vsebina in kako se razlikuje? Zdaj, da sem postal pisatelj, je tukaj založba Družina tisti krivec.
Do mene so prišli direktor in Lojze Grčman, avtor te prve knjige, ki so rekli, te bo Lojze nekaj sprašal, ti boš pa odgovarjal. In tako smo se lotili pisanja, nekaj 14 ur pogovorov in on je vse to zapisal. Na podlagi vprašanje, odgovori. In je zelo lepo brana, govorim en del o sebi, svojih izkušnjah, o življenju, nekako kako sem tudi rastel, potem pa tudi nekako tiste teme, ki so najbolj lahko aktualne, ki se jih, ne vem, sodoben človek sprašuje, take zadeve, čist splošne, je pa berljiva tako za nekoga, ki ne pozna krščanstva, kot za nekoga, ki je znotraj krščanstva. Tudi jo zelo priporočam nekomu, ki želi odkriti krščanstvo. Druga knjiga je potem leto kasneje nastala, 365 dni z Božjo besedo. Ta knjiga je pravzaprav povzetek vseh pridig, ki sem jih imel v času epidemije. V času epidemije, ki sem prenašal svete maše, sem potem bil kar lepe nagovore med mašo in smo tiste evangeljske odlomke dali v besedo in te pridige prepisali in dali na papir. In tako je za vsak dan svetopisanski odlomek, pa moja pridiga, razlaga. Tu zelo zanimiva, zelo dobra knjiga. Ta mi je v bistvu najbolj všeč, zato ker tudi malo pokaže mojo globino. Nekdo, ki me mogoče pozna samo bolj površinsko, si misli, to je župnik, ki se ven meča, pa nek populist ali ne vem karkoli, vse sorte pač si predstavljajo nekako mene, ne. Ampak ta knjiga pa tudi pokaže, se neko globino ima pa tudi, kar v resnici imam, sej ni pri meni samo nastopaš, ampak pravzaprav je življenje in delo z ljudmi in pravzaprav se tudi to dajem v papir in moje razlaganje in povezujem z Božjo besedo. Tretja knjiga je pa zapis 100 najbolj odmevnih vlogov. Se pravi, od leta 2018 tudi nekako objavljam video posnetke, po 4 minute dolge, za založbo Družina, za leteja.si, spletni portal in tistih najbolj 100 gledanih, odmevnih smo dali na papir. In vse tri knjige so zelo lepo sprejete. Od vsake prodajne knjige gre 2 evra v dober namen. Mislim, da smo do zdaj zbrali preko 85 000 evrov, ki potem skupaj s Caritasom damo ljudem ali organizacijam, ki so v stiski ali pa ki zbirajo za kakšna sredstva in tako. Tako da je tudi za ena taka lepa zgodba z dobrodelnostjo in tudi gotovo ima zaradi tega tudi en blagoslov. Ampak omenili ste zdaj vloge, ne? Katera družbena omrežja vse vi uporabljate pri recimo oznanjevanju? TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Koliko sledilcev imate recimo? Na Facebooku okrog 100 000. 103 000 je zadnji podatek. Okay. Na Instagramu 61 000, da je TikToku mislim, da 25 000, nekaj tasga. In 500 000 objav, oziroma ogledov. To pa ne vem. Ja, to sem preveril, ker sem se pripravljal in ravno zato to moje naslednje vprašanje. Odkje je sploh ideja, ne, da vi recimo, če tako rečem, v narekovajih ne v tradicionalni dejavnosti, ne, kot je širjenje vera, cerkev in tako naprej, tisočletna institucija, ne, in tako naprej, začnete uporabljati pri razlagi širjenju vere te moderne, sodobne prijeme in sodobno tehnologijo. Ja, drugače, ni to nič tako. Cerkev je vedno govorila in oznanjala, kjer so pač ljudje bili in kjer so pač ljudje tudi poslušali. Vedno je uporabljala mnoge različne kanale, da so prišli ljudje. Zdaj, že iz časa apostola Pavla. Apostol Pavel je šel v Grčiji na Areopag, ki je bil pravzaprav mesto za politike, igralce, komike, pa tudi on je šel kaj oznanjati Jezusa. Sicer so mu rekli, da ga bodo v teh stvareh enkrat drugič poslušali, ampak ne trije so se pa spreobrnili. In to on ni gledal kot poraz. Ne? Že tukaj je recimo tak navdih in pred leti sem bil na tem Areopagu in sem bral, to pač v Svetem pismu piše, in je pravzaprav, cerkev je vedno oznanjala Boga, kjerkoli se je pač to dal, ali pa kjerkoli je še pač beseda naprej. Vatikan ima tudi svoj radio. No in vem, socialna mreža sem že od nekdaj uporabljal, Facebook od leta 2007
Instagram mislim, da od leta 2008, nekaj tazga. Sošolce pa kolegi so mi nekako malo to rekli, tole je ful dober, Snapchat imam, zaradi mladih župnik, dajte tole nas, in to imam že od, ko sem bil v Kaplanu za Gorju, smo imeli Snapchat. In čist zaradi tega, TikTok sem videl, kot to neki simete, kaj to imate, ja, TikTok, kaj pa je to, ja, to je neka nova aplikacija, da boš jaz pogledal, ne, in tako sem šel in pa kaj vidijo, župnik je tudi na TikToku, pa me followajo, ne. Zdaj, da bi jaz kar nekaj objavljal, sem se malo odvadil, ker sem malo tudi že v teh letih, da se vprašam, zakaj bi kakšno stvar objavil. Sem se z leti naučil, da ima vsaka objava tudi nek razlog, kaj hočem s tem sporočiti. To tudi mladim govorim, ne, karkoli objaviš, kaj hočeš s tem vseb sporočiti, a se iščeš, ali ti nekaj iščeš, ali kaj hočeš s tem povedati o sebi. Tako da zdaj ti sem potem vedno bolj, ok, bom jaz šel v vsebinske zadeve. In v zadnje 2-3 leta bilo je romanje na Poljsko, ko smo šli z mladimi in s Farani, smo sedeli z Grusopaško mladino, ne. Zadnji sem sedel z njimi na poti domov, na konec zata avtobusa. In se kot da malo mi moj TikTok, tale Instagram urete, ne. Mislim, da malo spi zadeva, ker jaz tudi sam neke slike objavljati, ki sem bil, se mi je že malo tako neumno zdel. In od takrat naprej smo začeli z mladimi vorank snemati. Se pravi, da vam mladi pomagajo pri oblikovanju te vsebine. Ja. Te mladi, ki smo zdaj tudi z mano prišli, smo začeli nekako delati ta content, se reče, ne? Se pravi, da objavljam na mojih spletnih, se pravi, socialnih omrežjih, se pravi, raznovrstno vsebino, od oznajevanja, tudi kaj smešnega, tudi kaj sporočilnega, predvsem sporočilne zadeve, trudimo se, no, da gre to med ljudi. Kakšni so pa odzivi? Različni, vse sorte, tudi odvisno od teme, ampak ne ukvarjam se s temi odzivi. Jaz vzamem tisti čas, da to objavim, pa ko snemamo, mi je zelo fajn, zelo rad snemam, ker pač se malo hecamo, pa kaj se pogovarjamo, pa kaj gledamo, ali pa kaj smešnega izpade. Ampak ko pa objavim, se pa s tem ne ukvarjam. Že polno pogledam, kako je kakšna stvar sprejeta, ampak da bi pa zdaj komentarje bral, pa to niti ne, mi je pa zanimivo, kdo tako uživo mi reče, to je bilo pa ful fajn, pa to je bilo pa res v redu, ne. Ampak s tem se vam pa ne strinjam, ampak tako. Kater vlog pa je imel recimo največ ogledov? Mislim, da je še zmer zmagal moj ta prvi vlog. To je? Čista prvi, ker sem še tak mlad. Rekel, hej, sem župnik in ali so res duhovniki debeli, tečni in plešasti. To je najbolj završalo in kaj se zdaj tako gre. In je bilo to zelo všeč, eni so se križali, ampak mislim, da ta še zmer najbolj zmaga. A vas je k temu snemanju vlogov spodbudil tudi vaš oče, ne? Ker če se ne motim, vas je enkrat vprašal, kako so duhovniki lahko sploh zmatrani. To večina ljudi tako, ne vedo, kaj župnik dela, ne? Misle, da tisto mašo naredi, pa ga ni nikjer več, ne? In moj ati se isto spraševal, le v česa boš ti zmatran, mi je rekel, ne? Enkrat sem mu povedal, ti danes pa tukaj dolg dan, kaj boš pa ti zmatran? Kaj si pa delal, ne? Jaz sem delal, ker sem na kmetah, ne? In sem se pa tako sprašal, si verjetno veliko ljudi misel, sploh ne vedo, kaj duhovnik počne, ampak kako mu dan mine, s čim se vse čez dan sreča, se je mogoče pa to malo objavilo, da se malo ljudem tudi na tak način približam, kot da čim življenja, ki ga živim, da pokažem, lej, se nekaj pa tudi ustvarimo, a ne? A vas... Vi ste v bistvu eden najbolj znanih, prepoznanih slovenskih vplivnežev. Vas to, ne vem, kaj obremenjuje, da pazite, zdaj pravite, da ste že malce spremenili, kaj objavljate ali ne. A vam to, ne vem, kako gledate na to, ko vam rečejo, Martin Golob je vplivnež? Mislim... Influencer. Dosti neutralen sem glede tega. Na začetku, ko sem bil mlajši, takrat je v njih prav bilo, da sem v Bohinju, da se je omečkal tako v drog
in sem lahko nekako s tem prepoznavnostjo počastom rasel v enem varnem, mirnem okolju. Pa mislim, da mi je to zelo dober del. Imel sem tudi dosti možnosti, da sem o teh zadevah malo premišljeval, se pogovarjal. Bi na začetku, ko sem dejal zadeve ven, bolj stvar bremenila tudi, ali pa sem se bolj s tem ukvarjal. Pač sem tudi bral komentarje in sem se sekiral, ko so nekateri tako misleni v meni, ali pa me je malo žrl. Potem sem se pa počasi naučil s tem živeti. Recimo v Grosupljem se čisto normalno počutim in Ben ne skače za mano v tem smislu, influencer, ampak pač sem za njih župnik. In otroci me tako spremajo in Farani, in ko grem v Špar, Hofer, je čisto normalen in nimam občutka, da bi zdaj kaj posebej bil, no, tako, čisto normalen. Ali to, da vam sledi toliko ljudi, ne, da ste vplivnež vrh katoliške cerkve, moti ali vas spodbujajo, da uporabljate pri svojem delu tudi vloge in socialna omrežja? Zdaj ne vem, nikoli ni več rekel, ampak bi pa jaz zelo spodbudil duhovnike, da bi to delali. Zakaj? Zato tudi na tak način se približaš ljudem. Danes pač so ljudje na socialnih omrežjih, da moraš jim reči, da ne smejo biti. Ne nazadnje je veliko zdravega in lepega tudi na socialnih omrežjih. Je tudi tako povezovana zadeva, ne, z marsičim. Se lahko pove, tudi organizacijsko je stvar zelo enostavna. Jaz na Snapchat napišem danes vam pogreb, kjer pride, od ministrantov. To je zelo praktično. In sej župnije so še že zelo korak naprej, imajo svoje spletne strani, imajo lepe spletne strani, imajo svoje Facebook profile, marsikaj še župnije imajo tudi svoj Instagram. Bi tukaj še bolj dejavnosti spodbudil, da bi še več, in je tega vedno več, in tudi vedno več duhovnikov se poslušuje tega, tudi vedno več katoliških, recimo, organizacij se ukvarjajo s tem in delujejo na tem, vedno več je tudi tega oznanjevanja, podcastov, tako da se zavedajo tudi te moči in tega vpliva in tudi prednosti takega oznanjevanja. Vi ste v bistvu mlade zvabili nazaj v cerkev, ne? Pomagajo vam pri oblikovanju vsebin, ne? A mislite, da je ravno to odločilno ali še kaj drugega, ne glede na to, da starši velikokrat rečejo, ne? Otroke ne zanima nič, ne? Gledajo ta TikTok, gledajo vsa ta družbena omrežja, so doma in to je to. Glede mladine gotovo me preko tega poznajo. Zdaj, da pa pridejo recimo na cerkve in dvorišče, pa mislim, da mora biti še kaj več. Ne vem, to bi mogli mlade vprašati, ampak načeloma skušam biti do mladih pač iskren in neposreden, pa skušam jim dati vedeti, da imajo mesto in da jih imam rad, takšnega, kakršni so. Potem pa, da se okrog župnišča tudi razvije ena dobra družba. Mladi so radi v družbi in mislim, da to recimo, da nam je zdaj trenutno uspel v Grosupljem, da je ena dobra družba mladih, ki se radi med seboj srečajo. In če je dobra družba, sama sebe vabi. Tako da čist direktno, ne vem, ali sem jaz za to odgovoren ali ne, razen to, da sem jim dal mesto, da imajo mesto, mladi zelo radi ustvarjajo. Ne moraš od mladih fantov zahtevati, da bodo 2 uri glih v cerkvi na kolenah molili. Ampak, če pa se skupaj srečamo z neko dejavnostjo in da ki snemajo, ali da delajo, da organizirajo oratorij in da se počutijo odgovorne, da jim pustim recimo eno stvar, da se tudi sami odločijo in da po svoje pelejo, se jih pa to tudi bolj motivira, ne? In jim to da nek občutek pomembnosti, občutek sodelovanja na tem prostoru. Recimo, jaz imam kar nekaj zelenic okrog župnišča, pa mi letos ni bilo treba nikoli kositi. Smo se s fanti zmenili, fajn bi bilo treba okoli Faroža pokositi, kosilo jaz častim, vi sem pridite, imate klele mes, in to ni bil nikoli problem. Pa jaz zelo rad kosil in do zdaj sem vedno jaz kosil, ker to mi je tudi meni predstavljal nek sprostitev in tako neko, ampak sem videl, kako so to z veseljem zagravili, pa meni je bilo fajn, ker so bili, ki je bil hrib skozi pomen, in
ta dinamika jim tudi pol nekako to prenese eno veselje. Pol pa tudi eno kakšno sproščeno druženje, pa tudi resne vsebine. Se mi zdi, da mladi tudi zelo iščejo nekaj resnega, ne samo neko zafrkancijo, pa tudi hud znam biti na njih. Tudi hud. Zadnjič smo imeli en dogodek, so mi eni mulci tam zakristi čokolado jedli med mašo, se pa pomaš bil hud, kaj se grejo, meni motil tole njihovo cmokanje pa šumenje, Se oni so bili že parmaži, ampak znam tudi povedati, da tole pa ni prav, Ali pa recimo, da bi kakšni ministranti, imamo zelenih 50, in pri ministrantih imamo vse sorte fante, smo fantje ministrirajo, in ne prenesem, da bi kdo se slabo počutil, da če nekdo, da je mehan drugačen, da bi se počutil izključujočega. Jaz sem tako vesel, da mi tudi povedo in tukaj ne odstopam, dokler se ne opraviči ali pa, Fantovska družba je pač fantovska družba in kakšen tak določen red pa mora biti. Kaj pa ljudje recimo v teh pogovorih, ki ste z njimi in tako naprej, najbolj pogrešajo? Ljudje najbolj pogrešajo, da se vzameš čas. In tukaj tudi jaz sem vedno najboljši. Da se enostavno malo bolj v miru usedeš. Tukaj pač nas je ogromno ljudi zaposlenih, a pa si ogromno ljudi damo nekako v breme enih stvari in se mi zdi, da pogreša sodoben svet, da se bi z nekom tudi v miru poglobil pa pogovoril. Tudi sam to pogrešam, pa je včasih to res kar težko, recimo takole meni kot župniku, mislim težko, recimo se zmeraš tudi takole in ljudje pridejo na vrata in hvala Bogu, da pridejo, ampak težko se kar usedeš in imaš neko poglobljeno. Svet, da neko globino vse išče sodoben človek. Sodoben človek recimo išče tudi neko trdno upanje, pa eno varnost. Sploh zelo v teh mečkano razgibanih časih je v zraku čutiti eno nestabilnost in ljudje išče neko stabilnost, neko trdnost. Sploh mladi išče neko gotovost in upam, da bi to lahko najdel v cerkvi. Se ni treba, da je to vedno glih pri župniku, lahko je tudi v cerkvenem občestvu ali pa v neki župnijski skupini ali pa da zane pri Bogu najde trdnost. Se mi zdi pa, da to išče, tudi da je v zraku vseeno vonjati nek strah. Zadnjič mi je kar malo ganil otrok pri veruku, mislim, da 4. razred, župnika bo res vojna. To me je vprašala na punčka. Da me je rekel, da se že tako mehna punčka sprašuje o teh stvareh in da je čutiti iz enega glasu nek straha. Jaz sem rekel, da ne, si smo v Božjih rokah, Bog bo za nas vse lepo poskrbel, vse bo tako, kam ima za biti. Ni, da se človek lagal, da no vojne, pa da jutri nek poč tudi nočem, se ne veš. Ampak tako, da se smo v Božjih rokah, bo Bog že poskrbel, da bo vse v redu. Tako, mislim, da bi to, zdaj posel pa različne skupine. V domovih za ostarelih ni nikoli preveč obiskov. Prejšnji dan sem vklev v Hrastniku, šel do za ostarele Hrastnik, je bilo lušen. Jaz grem ogromno domov za ostarele obiščem. In to prostovoljno, ker se ti ne more tam plačati. Pa tudi jaz hočem izdajati računov, niti ne moram. Grem za moj dober, pač v prostem času, grem kakšen dom za ostarele, ker vem, da tisti starejši me tudi malo poznajo, gledajo Gol TV in tako. Pa so tako veseli, pa jaz se dobro počutim tudi v domovih za ostarele. Prišel sem v turistični obleki, zato ker sem prišel z motorjem, pa za oni sploh ne sekirajo čez izkuštren, ta za te vzamejo kakršen si, Domovi za ostarele je siguren, je vedno dobrodošel obisk. Med zaposlenimi gotov, da so stišeni, starši bi radi bi malo bolj stišeni. Težko biti don starš. Vaš 2-3 otroke, ogromno šola zahteva, pa so še te otroci v mnogih dejavnostih,
služba, letanje, promet na cest, gužva, tretje, živčnost, pa še kakšna bolezen pride, slabo počutje, a pa še kakšna nesreča. Pa se mi zdi, da se nekateri starši kar zaletijo v nek zamašek, da so tudi takole skušen tudi malo starše slišati. Ne. Vsak se mi zdi, da tudi vedno nekaj rab. Globalno pa se mi zdi, da vsi rabimo tudi malo Boga. Ne. Omenili ste, da ne računate to, da greste recimo na dom pogledati starejše. Pa me zdaj zanima, kako mogoče, ker tukaj se veliko pogovarjamo o podjetništvu, tudi vi ste ustanovili eno podjetje, pa me zanima, kako pa ste gledali recimo na to podjetniško dejavnost cerkve, ker velikokrat je očitek, da gre cerkvi samo za denar, predvsem v mariborski škofiji je bilo nekaj teh spodletelih poskusov, ja, totalno. Pa me zdaj zanima, kako gledate zdaj na to, na ta očitek, da gre cerkvi samo za denar, pa da se mogoče preveč peha samo za denar. To je lahko zunanja podoba. Cerkev vseeno skuša gospodariti odgovorno in z vsemi stvarmi, ki jih ima, pač moraš nekako ravnati, ali da ne propada in tako naprej. Zanje moramo biti odgovorni do imetja, ki smo ga v nekom obdobju dobili in ga moramo nekako vzdržati. Bi bilo neodgovorno, ali da se to zapušča, ali zarašča, ali kar potala. Ni to, niti ni moje osebno, cerkveno imetje ni moja osebna last, ampak je stvar cerkve in cerkev smo vsi in tako. Tako da cerkev je drugač dober gospodar. Dober gospodar, nazadnje, seveda so pa pač se zgodijo tudi take zadeve. In gotov požrešnost ne bo nikoli dobro peljala in da nekdo samo računa, kaj se splača in kaj se ne splača, tudi ni smiselno in da nekdo samo kupička in da se prav zavaruje z denarjem, tudi ni po božje. To ni. Zdaj, kako jaz ravnam, Recimo, ta stereotip je, da iz puščice, ko se nabira denar v nedeljah, si potem duhovniki potem kupujejo dobre avtomobile. Ne. Tukaj je zelo treba biti previden, pa natančen in zelo pošten. Kako gre ta denar? Nabirka, ki se med Sveto mašo pobere, je itak prostovoljen dar posameznika. To ni nikoli nekaj, kar mora človek obvezno dati. Povprečno sem tako malo izračunal, da v moji župniji Faran nekje na število, ki jih prideh imaš, okrog €1,50. Nekateri dajo več, nekateri nič, pač to je čist stvar posameznika, nikoli ne preverjam. To, kar se zbere, se potem nese na banko in na župnijski račun. Niti sam si ne delam dela s tem denarjem, ampak mi tukaj pomaga ena gospa, ki 100% zaupam, ki potem pa imamo tudi v župniji skupino, ki se imenuje Ključari. To so možje, ki tudi te zadeve malo finančno pregledajo, bančni račun, in skupaj tudi določamo, v kaj bomo investirali, v kaj se bo dal in tako naprej. Tako da je ta zadeva zelo transparentna. Vsake tok cajta, recimo, ko imamo na podružnicah kakšno žegnanje, da kar mežnarijo za preštet, to kle in se zapiše. Se pravi, niti ne štejete vi, ampak... Ne, niti ne gre. Jaz samo pač kar dam v vrečo in potem to gre naprej in direktno na banke. In stvar je rešena. Tako da tudi s temi vlomi tudi ni varen imeti doma gotovino in to vedo svetujejo pač na banko in to vsaka župnija je pravna oseba, ima svoj račun in to je tam. Transakcije se itak vse vidijo in tukaj pač, če pa kdo pač tukaj nepošten, se vse kar ve tudi tukaj le pokaže. Tukaj treba biti pošten in iskren, zdaj pol v končni fazi v svojo lastno skledo pluve. Kako pa ste vi recimo plačani? Kdo vas plačuje? Duhovniki nismo plačani. Nimamo plač in tega sem vesel. Mi duhovniki živimo od tega, ker nekdo pride dati za mašo.
Recimo, tudi vi, ampak tako, ker prije za rajne iz družine, mašni dar je 23 evrov. In ta en mašni dar na dan je za duhovnika. Recimo v župnik Grosuplje imamo običajno med delovniki 4 mašne namene zapisane. 2 sveti maši imamo v Grosupljski cerkvi zjutraj in zvečer, 2 mašna namena se pa bereta, ampak mašne darove dam naprej. Se pravi, 46 evrov, 20 maš, dam naprej na škofijo ali pa kakšno misionarju, ali pa zdaj nazadnje sem dal 30 maših darov enim duhovnikom iz Beograda, ker tam nimajo maš in s tem na tak način pomagam. Če jaz 2krat mašujem, je en mašni dar moj, ostalo dam naprej na škofijo. Se pravi, 23 evrov je na dan mojih, ob nedeljah kot župnik pa mašo darujem za farane. Tako da nekje okrog 700 evrov mi pride na mesec od maš. Potem pa če do še kaj takole da, recimo, ko obiščem ga še ljudi, ali pa kam krste, kaj reče Gospod, to je pa za vas. Ampak to je drugače čisto v redu, ker kjer živim, pa živim pravzaprav, nimam stroška s hišo, nimam stroška nekako z ogrevanjem, s hrano, ker načeloma to pa potem je tudi skrb nekako župnije, da poskrbi za duhovnika. Sam recimo potem pa tudi dobim neki honorarja od prodanih knjig, nek honorar od vloganja, z določbe družina, tako da ni slabo. Vesel sem, da nismo plačani kot recimo v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Švici, pravzaprav v vseh drugih evropskih državah, da nisem nek državni uslužbenec. Ker na tak način, kot zdaj živim, se 100% zavedam, da sem odgovoren od ljudi. In res živim od darov ljudi. In seveda tudi od svoje pridnosti in tako. In sem odvisen od ljudi, kot na nek način so ljudje tudi od mene odvisni. In se mi zdi ta zelo lep način, no? Zelo tak fair. In tudi ljudje do nas, duhovnikov, so res zelo dobri. Saj do mene. In recimo, ko sem imel prvo rundo prenos svetih maš, še iz Bohinja, ljudje so mi toliko enih darov poslali po pošti, da je bilo meni kar naroden in sem se čutil, da nisem vsega tega vreden. Zato sem šel recimo, da sem prodal tisto avto za 5000 evrov in dal sredstva na Karitas, ker sem se čutil, da mi ne pripada to vsa tam dobrota. Ne? Tudi zaradi tega recimo vsak dar od prodane knjige, 2 evra od prodane knjige gre v dober namen. Se mi zdi, da ni ves ta talent, ki ga imam čist moj, ampak je tudi to božji dar, ki želim tudi malo naprej dati. Tudi pri nas doma na kmetah, sem se naučil, moji starši niso nikoli preveč računali z denarjem. Ampak, kar bo pa bo, če bo šel, bo imel, če pa ne bo šel, pa ne bo imel. V tem smislu bolj na sproščen način in pol Bog že poskrbi, malo ta zaupanje mora biti. Sam denar mora biti in če je cilj, da človek ustvarja, da živi in tako naprej, da je denar res sredstvo, potem je to čist pozitivna zadeva. Problem, ki pa nastane, je pa, da je, če je denar cilj tvojega bivanja, cilj tvoje, kar je, da si ti obseden z denarjem, to pa pelje v propad, ali pa na žalost. In to ni važno, kje je to duhovnik, ali je to laik, ali je nekdo podjetnik, če mu je cilj samo to, da me čim več denarja, pa da zaradi tega daje na kocko odnose, družino, vero, domovino, to je pa je slabo. Če je pa denar res vedno sredstvo, tudi da lepo živiš, a pa sredstvo, da si lahko nekaj prvošaš, kar si želel, da si to prigaral z nekim trudom, delom, je pa to čist pozitivno. In denar kot tak ni nič greh. Greh naredi človek, če je sužen denarju. Omenili ste denar in podjetnike, imeli ste mašo za podjetnike, je tako lani? Še letos bom imel. In letos tudi. Kako je prišlo do te ideje, da ste imeli, da imate mašo za podjetnike? Ja, za podjetnike je treba moliti, da nazadnje je podjetništvo stvar, ki je zelo prisotna med nami. Če je bilo 100 let med nami recimo močno kmetijstvo, in maše za kmete so od nekdaj imeli in za blagoslov kmetij,
in za blagoslov, da bo polje rojevalo, je čisto logično, zakaj ne bi tudi prosili in molili Boga in se mu tudi zahvaljevali za podjetništvo. Mnogi podjetniki dajo možnost preživetja mnogim družinam, podjetniki skrbijo za neko gospodarstvo v naši domovini. Podjetništvo je pač to je zelo dobra zadeva, ki pa je treba tudi podpirati. Včasih je prav tudi, da podjetniki slišijo, da jih v tem, kar so v njihovem trudu, tudi spoštujemo, da so cenjeni, da vidimo tudi njihove neprespane noči, a ne tudi ustvariti neko podjetje ali pa peljati neko podjetje. Ni to tako enostavna reč. To je ogromno neprespanih, že po 50 telefonov na dan, skrb za preživetje samega podjetja, odgovorno ravnanje na trgu, a ne nazadnje. Je to izziv in pač kot duhovnik prosim Boga za njih, da jih blagoslavlja, pa da bodo ostali tudi zvesti samo sebi, da ne bi kakšna nesreča na njih prišla in tako naprej. Kaj pa ste jim pridigali? Kaj ste jim recimo povedali? Še malo pozabil. Jaz sem si tukaj zapisal, in se mi je zdelo zanimivo, da ste jim dejali, ko vam uspe kakšen dober projekt, se zahvaliti. Ja, to je siguren. Zdaj, če se človek zahvaljuje, tudi ostane majčkeno skromen, ker se zaveš, da ni vse tvoja, da ne postaneš ošaben. Šabenega človeka meni prav nima rad. Ampak da ostaneš tudi vsem tem nekako malo skromen, da se zaveš, da nisi vse sam na tem. Meni tako lepo, kadar poslušam še res uspešne podjetnike, ki znajo reči, ja, to nam je skupaj uspelo, pa to je moji ekipi uspelo. Da se ni, ja, to sem pa jaz, ampak tako, da je vsem tem realen, človek, ki se zahvaljuje, ostane realen. Ne nazadnje pa, ja, da imaš talent, da imaš sposobnost, je božji dar. To ni samoumevno. Spremljate politiko slovensko? Ja, se mi zdi, da z leti vedno bolj, nažalost. Zakaj, nažalost? Pa, ker se človek marsikaj sprašuje in tako. Ampak se mi zdi, da je modro, da spremljam dogajanje okrog sebe, tudi na tak način potem bolj razumem kakšne zadeve ljudi. Ampak ne spremljam pa poglobljeno, da bi zdaj, ne vem, cel časopis Delo prebral do potankosti, to mi ne uspe, ampak tako povšalno pa le malo pogledam. Bi vi recimo, ne vem, iz Prižnice, ne vem, pridigali pa propagirali katero stranko recimo? Ne, to ne, niti ne politika, to ni vkusno in ni higiensko, to ne bi. Ne, zadnje imam v cerkvi ljudi, ki volijo vse te različnejše stranke. In cerkev je res prostor, da se lahko vsak tudi najde. Ampak včasih sem si zapomnil en vas stavek, ko ste dejali, da ko včasih gledate in spremljate to politiko, da se vam zdi, da je treba za politike res moliti. Ja, to pa. Zakaj? Ja, zato, da bodo lepo vodili našo domovino, ker mi ni vse za našo državo in oni rabijo, jaz verjamem v moč molitve. A veste, jaz tudi skozi ljudi prosim, da molijo za mene. In dejansko mora z mene, gospa iz Štepanje vasi, enkrat na mesec zamašo za mene in se mi zelo hvaležen. In je naša dolžnost, da molimo za naše politične voditelje, ker oni vodijo tudi našo domovino, da bi jo dobro in plemenito vodili, v blagor vseh in tako. In jaz verjamem moč molitve. Tudi če politik ni glih preveč veren, ali pa je proti, ali pa ne vem, jaz vem, da Bog najde tudi kakšen kanal, da pride do človeka. Tako da to. In smo kristjani gotovo poklicani, da molimo za našo domovino in za naše politike. Hodite tudi na volitve potem? Ja, redno. Nikoli pa ne poveste, koga volite? Ne. Zakaj ne? Ker ni fair. In je tako prav. In tukaj pač mislim, da kot duhovnik pa moram biti nekako uvidevan tudi do tega, da se res lahko vsak odloča. To. Kako pa vidite in doživljate recimo Slovenijo?
Ja, dva različna spektra sta. Če bi gledal Slovenijo samo preko spletnih portalov, bi imel občutek, da nam je kar težko. Ko pa gre med ljudi, pa vidim, kako nam je še lepo. Pač normalno, ne, da novice poročajo tudi o stvareh, ki so težke, tretje, to se dogaja, se dogaja in tako naprej. Večinoma vse so tudi kakšne pohvale in zmage in pretek maraton s harmoniko in so lepe zgodbe in navdušujoče in so lep zgled. Vedno pa bolj zabode tisto, kar je težje, ne. Pereče zadeve, pa ne vem, tragedije in tako naprej, žalostne zgodbe. Ampak ko greš pa med ljudi. In v zadnjem obdobju sem res veliko slovenskih krajev obiskal, je pa toliko lepega še. Mislim, še vedno in mislim, da bo ostal. Toliko je še plemenitega, toliko je še njih skrbi drug za drugega. Toliko imamo lepo podeželje. In nismo toliko skregan, kot se mogoče včasih zdi, da bi bili. In smo zelo še prijatelji. In kakšni kraji so me tako ganili. Da je recimo Tišina, pa se ne vem, če sem prav naglasil. To je bil en ponedeljek, 8. september. Župnik mi je klical, če pridem med njih, da bi imel mašo. To je bil delovnik, ampak je res crkveni praznik, mali šmaren. Jaz sem si pri sebi mislil pač neki starejših upokojnik, ki imajo cajt, ki nimajo službe, bo že prišli, bo v redu, a ne. Bil sem še malo tak prehlajen, šel sem z motorjem, ker je Štajerska stala, da sem bil pravočasno. Je to bil cel prometni zamašek naroda, neomejeno, semen, šotor, nabita cerkev. Tak lep vzdušje, vseeno prijatelj, prek Murci, to so neverjetni. Tukaj je bilo luša. A pa Kandarganzela sem bil na Koroškem v soboto. Ja, toliko smo se dobro imeli. Pogovarjali, lušen, družili, lepo mašo smo imeli. In to mi je tudi lepo. Mnogokrat tudi pride župani, svetnik, tako res se čuti povezan kraj, ne? Da vem, koliko ene dobrote zopet, domovi za ostarele, ne? Pa se v zadnjič sem bil v Horjulu, zdaj sem bil v Hrastniku, danes v Grosupeljskem domu starejših, ne? Veš, koliko je to ene ljubezni od zaposlenih do teh starejših, ne? Je tako lepo to gledati. Tako da ja, naša domovina je tako lepa. Ne nazadnje pokrajina, ko je to vse obdelan, greš tam po Sevž dolin, po katerih bragovih kosijo, klele v Kolu, Zagorju, pa Trbovlja, ne, bragovi, da psi zritijo lajo, ne, ampak to je vse obdelan, ne. To je vse tako lepo, pridni kmetje, ne, to ne gre on tam sta veliki, da to mora on na roke vse delati, ne, koliko je to še vse zrihta, ne, to, vi imamo drugače kar Švico, veste. Tukaj je skozi mi druga Švica, pa druga Švica. Zakaj? Pa se mi imamo tukaj lepo, sploh ne vem, zakaj se mogli z kom primerjati. Tak dar imamo, res imamo lepo deželo. Jaz pa res ne razumem, me je vročen zlom zgodil, ja, župnik, me gremo drug teden v Dubaj. Ja, pa, pejdi ti kle pogled, ne vem, vas, ne vem, tam da sem bil zanču, koliko je to ena lepa vas, Pišece, pej tu Pišece, kakšna bogata kultura je tam, veš, kak grad ima je zrihten, pa tu imaš cel dan za sprehajati se po čudoviti vasi, ne, zakaj moraš tukaj deleč v en umeten mest, če imaš pred nosom tukaj pokrajino, zgodovino, imamo tukaj lepo deželo, sploh ne vem, zakaj se tukaj sekiramo. In to lepo deželo, ne, kakor sem sledil vašim besedam, ne, vi greste po njej tudi z motorjem. Ja. Kdaj se je ta ljubezen do motorja rodila, ne, ker vi ste znani tudi po tem blagoslovu motoristov, ja. Koliko ljudi pride recimo? Zdaj smo imeli, ja, čez 1000 jih je bilo. Čez 1000? Ja. Ja, to je čisto na ključi rad. Jaz sem tam v Bohinju že žegnal motorje in pa so me dali kar za ambasadorja Zavoda Belih Angelov. In zdaj skupaj s tem zavodom organiziramo blagoslov motorjev in sveto mašo za rajne. Letos je bilo veliko nesreč motoristov. Nazadnje
en revež tam na Zbrezovce. Kar težka zgodba in ta zavod tem pomaga, pa mi naredimo še tako skupno srečanje, pa se jih pri nas spomnimo, tudi povabimo svojce in pridemo turisti iz cele Slovenije. Jaz sem pa motorist, ja, tudi blagoslavljal sem Avtoval v Grosupljem, to je luša trgovina, servis BMW-jih motorjev, in mi je gospod Anton rekel, gospod župnik, če bi pa vi izpit za motor, vam pa mi damo en dober popust. Jaz sem rekel, to bi se pa splačal. In sem šel izpit za motor delati. Doma nisem bil navdušen, tam se bom pazil, tu sem pa že, da ne bom zdaj najstnik norel, ne. No in potem sem res kupil pred 3 leti motor, res sem dobil dober popust. In zdaj sem v tej skupini. In to je fantastično. To je res tak užitek. To vonjaš, točen veš, kje so gnojevko polivali, kje je bil gnoj. A veš, da zdaj sem tam v semafor čakal v Ljubljani, je še ena punca čez zebro, tak dober parfum, a veš. Da vse zavonjaš. To je doživetje. Zdaj, jaz imam prav veliko časa, da bi se zdaj vozil kar neki sem pa ampak izkoristim pa, če sem kam povabljen, da grem pa z motorjem. Recimo, polet sem imel poroko, Grosupeljčan, ko sem poročil v Piranu, sem šel z motorjem v Piran, to je bilo krasno. Kje so pa mašno oblačilo? Jaz dam v torbo. Pač nimam glih najbolj idealne frizure na porok pol, ampak spelamo pa. Pa super pridgo. To je lepo, in sem šel v Piran, lepo tam, to so tam še une mame slikale se z motorjem. Pol sem šel pa še od tam še na poroko Vipavo, veš, to je bil krasen dan, prijetno s koristnim, lep sončen vreme, čudovito vzdušje, pa še koristo sem naredil, da nisem v slabe vesti, da sem sam letel sem in tja, ampak da sem dejansko tudi vmes upravljal svojo duhovniško dolžnost. Kako je biti najbolj priljubljen slovenski duhovnik? Sploh ne ukvarjam. Mi je pa zelo lepo, ker pridem kamorkoli med ljudi, se počutim čist domače. To čist domače se počutim. Ne? Tudi zdaj, čeprav se pač ne, se mi zdi, da se kar poznamo. Ne? In to mi je pa lepo. In tudi ljudi do mene čisto normalno pristopijo in me je to čisto v redu. Itak sem duhovnik za vse. Tudi sem zelo hvaležen, da so Grosupeljčan tudi na to nekako sprejeli, da me malo delijo s širšim občestvom. Se pa res trudim, da imam doma tudi vse poštime. A boste vztrajali kot duhovnik ali vas bo premamla kakšna skušnjava, da tako rečem, mogoče kakšen parfum, vom po parfumju, da slečete duhovniška oblačila? Bog ne dej, joj, samo tega ne. Križ je težek, če se bi pa še kdo gor usedel, pa je še težji. Jaz si res močno želim in molim, da bi se postaral kot duhovnik. Moj poklic je tako lep, ni vedno lahek in enostaven, pa ni, da bi vzeli neki romantičen, ampak je tako je poln in me v celoti zapolnjuje. In sem zelo hvaležen za to. In molim, da bi vztrajal do konca in da bi bil zvest in da bi se res postaral kot duhovnik. Drugač gre iz leta v leto lažje. Je? Sam še malo stisnem, pa bom malo na stran po 50, ampak A ni še tako hudo po 50? A ni? Ne, vam lahko povem. Pa ste moral še malo dlje stisniti. Ja, ampak tako, ne. Seveda pridejo misli, vse sorte misli, ne, ampak kdo jih pa ne doživi, tudi te misli mora biti, ampak važno je, da človek vztraja. Zdaj pa res predstavljam tako, imam to, dvoje stvari se predstavljam. Kako bi bil nesrečen in žalosten, če bi gledal recimo božično mašo iz druge strani oltarja. To bi po mojem jokal kadež, ali pa sploh maš ne bi mogel. To bi, ta misel me kar zmrazi, zato ker je
videti tam ob oltarju in rad mašo za ljudi, ki prijo. To je meni, ne vem, tega jaz ne morem opisati, ampak to je tok nebeško lepo. In mislim, je ni stvari na tem svetu, ki bi me tako močno zapolnila. In nazadnje se jaz predstavljam, da če mi bo Bog dal zdravje, da če bom recimo 70 letih še kakor tukaj zdrav, da bi imel eno majhno župnijo, ob Faroš cerkvica in pokopališče, da bi tam lepo v miru molil, se z ljudmi malo družil, eno mašo lepo v miru imel, pa da zvečer šel z možakarji, ki je v gostilno, da bi lahko po svoje kvantov, ki vem, da bi mi bilo na stara leta veliko odpuščene. To si tako predstavljam, moje idilično. Če pa ne bom zdrav, pa da ne bom onemogel, da ne bi mogel sam za sebe skrbeti, bi pa šel v civilen dom za ostarele. Ne v duhovniški dom za ostarele, ampak civilen. Zato, ker tam so tudi kakšne lušne mlade sestre, svojci prihajajo na obisk, ponavadi je tam tudi kakšen kafet spodaj, jaz bi bil rad skozi malo na kafetkih. To zelo pogrešam, da bi debatiral, da bi kaj spil, to bi si zelo želel. To je moja idealna starost. Zdaj, kako pa bo, pa ne vem, molim za srečno starost, da če bom, a pa za srečno zadnjo uro, da če že mislim umredem, vsaj srečen umrl. Mi imamo tudi vprašanje publike, ampak v glavnem sva že vse absorbirala, ampak eno je še ostalo. Glede na to, da ste zelo inovativen, sprašuje en od gledalcev, sicer zelo tradicionalnem in togem sistemu, ali imate zato kaj negativnih komentarjev ne vrha katoliške cerkve, ampak svojih kolegov, kaj težav recimo, kako ostali duhovniki na to? Niti ne vem, ampak so mi pa eni rekli, da so tudi vedno bolj hvaležni za mene, kar se takole trudim, pa da so mogoče bili v začetku malo pod vprašanjem, kaj zdaj s tem fantom, pa da so se zdaj že malo navadili. Je pa res, da se tudi jaz zdaj ti mečkam umiril, tudi moja govorica ali pa izražanje je mogoče se z leti le mečkam tudi popravila, ali pa sem spoznal kaše besede, pa pravilno izražanje, da ne prizadaneš, ali pa da ne kvasaš nekih neumnosti v tem smislu. No. Sem tudi jaz mogoče tem zadevni tudi malo zrastel, tudi če malo sebe spremljam, 6 let nazaj, kako so bili recimo moja pričevanja ali pa govorica, pa danes je pač tudi malo viden napredek. Da bi pa zdaj se prav ukvarjal, kaj si kdo kaj misel, pa ne, ker imam pač tudi kar dosti dela. Je težko premikati meje znotraj katoliške cerkve? Cerkev ni treba premikati, meje najtežja meja, ki jo pravzaprav človek mora premakniti v sebi, in da se sebe spreobrača. Jaz cerkve nimam namena spreminjati, ker je cerkev taka, kot je čist dobra in lepa in je čudovita, in mi vse te zadeve dopušča. Mogoče samo to, da človek vstopa s pravim načinom in da ravna z Božjo besedo, pravi načine, da išče, in da na prave korake dela. Cerkev kot taka mi dopušča ozanjevanje na polno in govorjenje in rečo, je pa res, da pač smo pa ljudje, pa tudi duhovniki in tako pač različni in je vse sorte, ampak mi to vse dopušča, ja. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Ja, z velikim veseljem. Hvala vam za zaupanje. Hvala. Hvala za vprašanje. Hvala. 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 Mi vedno podcast zaključimo z mladimi akrobati. Danes bo to Aleš Belšak, Abel von Rust. To bomo zdaj videli. Hvala. Še enkrat. Ja, z veseljem, hvala. Še eno pauzo. No, en lep pozdrav še z moje strani. Naj se vam predstavim, sem Aleš Belšak, sem ustvarjalec, ki z svojimi deli, z svojo storitvijo, z svojo miselnostjo želi spremeniti svet na bolje in želi ponuditi neko alternativo. Zato sem tudi seveda sam, kot je Petra dejala, akrobat in na to sem tudi izjemno ponosen.
Da predstavim sebe, bo najboljše, da začnemo kar na začetku, tam nekje v letu 2017, ko sem pričakoval rojstvo svojega sina. Takrat sem sam želel doma postoriti še nekaj, preden se rodi, in tako sem ustvaril previjalno mizico, naredil z lesa, naredil se eno poličko, drugo poličko, in kaj kmalu sem ugotovil, da v bistvu imam zelo spretne roke in pa zelo veliko željo po ustvarjanju. Seveda se tukaj ni končala zadeva, izdelki so se vrstili in po pozitivnih informacijah od mojih bližnjih in od mojih prijateljev oziroma sodelavcev sem kaj hitro spoznal, da imam en, kot je gospod Martin tudi dejal, božji dar, da vidim v stvareh, ki so nekako zapuščene, pozabljene, vidim nek potencial in lepoto. Tako sem se odločil, da bom leta 2020 ustanovil podjetje, ki se bo ukvarjalo s tem, da bo iz reuporabljenega lesa in pa odpadne kovine oziroma odpadnih predmetov izdelovalo pohištvo. 2020 sem ustanovil podjetje Abel von Rast in verjetno se sprašujete, kaj zdaj to vse skupaj pomeni. Abel je v bistvu sestavljanka mojega imena, A je za Aleš, Bel je za Belšak, ker plemenitim materijale in jih povzdigujem v neko novo stopnjo, sem želel, da ima moje ime tudi nek poseben oziroma plemenit zven. Zato sem dodal predpolno von, kot so imeli včasih nemški baroni. In pa na koncu seveda Rast, angleška izpeljanka iz rje, ker večinoma časa se ukvarjam prav z rjo. Morate vedeti, da jaz v bistvu živim eno dvojno življenje. Zjutraj se vstanem, grem v službo, kjer sem učitelj športa na osnovni šoli, našo mladino poučujem šport. Ko pa pridem domov, pa stopim skozi delavnico, pa se prelevim v eno drugo osebo, to je ta Abel von Rast, to je ta moja notranja močna želja po ustvarjanju, po kreativnosti, in takrat pride do izraza moje delo. Zdaj, moji izdelki so deljeni nekako na 3 dele. Prvi del je rustikalni del, kjer v tem sklopu uporabljam večinoma reuporabljeni les, kot so les iz starih hiš, sodov, stare vinske preše, ostrešja. In sigurno se zdaj sprašujete, pa zakaj pa stari les, zakaj pa ne bi vzel novega, ko je v bistvu že pripravljen za obdelavo, ko je v bistvu že koliko toliko raven. Ampak ravno to daje tej rustikalnosti ta čar, da mi les, ki je preživel, ne vem, desetletja na vremenu, ki je preživel razne zajedavce, ki je prestal toliko hudega, lahko plemenitimo in pretvorimo v nek izdelek, daje temu izdelku poseben čar in bogatost. Ti rustikalni izdelki so v bistvu v obliki mizice, okviri za ogledala, kopalnice, letne kuhinje, vse pride tukaj v poštev. Druga stvar, kjer sam iščem navdih, navdihuje me zelo industrijska doba, industrijska revolucija, kjer govorimo o težki mehanizaciji, o težkih strojih, litoželeznih podstavkih, raznoraznih zakovicah. Moram priznati, da takrat so ljudje znali stvari tudi dizajnirati, čeprav ni bilo nobene potrebe. Če pogledamo samo naše šivalne stroje, lahko vidimo, da konec koncev, kako se je nekdo vzel čas in energijo, da so jih naredili lepe, ker konec koncev lahko bi dali jih na 4-kotne škatle in bi ravno tako bili uporabni. Tukaj predvsem poskušam te metalne dele oziroma te kovinske dele vpeljati v moje izdelke, kot so podnožja za mize, kot so svetila na strop in podobno. Potem pa tretja vrsta izdelkov, kot jih imamo tudi tukaj, ki ta mizica stoji zgoraj v coworkingu, je pa delo z epoksi smolo. Tukaj se predvsem trudim, ne da bi deloval za samo smolo, pač pa želim takšnim kosom, kot je to, naprimer tukaj, ki niso uporabni za nek izdelek, jih s pomočjo te smole ravno plemenititi in jim dati nek nov pridih, nek nov pomen, da izgledajo tudi atraktivni na koncu. Sam v bistvu delam nekako po 2 principih. En princip je delo po naročilu. To se zgodi takrat, ko nekdo pride do mene
vidi nekaj zelo atraktivnega ali pa lepega na spletu, se pogovorimo, kakšen izdelek si pravzaprav sam želi, pogledamo, kje bo ta izdelek kasneje stal in seveda vključeno z vsemi temi željami in ščepcom Abel von Rast čarovnije nastajajo potem moji izdelki z mojim pečatom. Tukaj pa še drugi del, ki pa je v bistvu delo po navdihu, pri katerem izredno uživam, saj tukaj pride ravno do izraza moja kreativnost oziroma moja želja po ustvarjanju in se lahko popolnoma prepustim toku misli. Morate vedeti, da ni toliko zanimivo izdelek izdelati, pač pa sam postopek izdelave, razmišljanje, prilagajanje na različne stvari in ravno to me navdihuje. Kot tako delo po navdihu bo zdaj tudi na Art Expo Ljubljana predstavljena moja nova kolekcija, ki se imenuje Preporod Rje. Tale mizica tukaj, na primer, je en predstavnik te kolekcije, kjer lahko vidite, da en zobnik, ki je v svoje preživel nekje v tovarni, končal na odpadu in po mojo pomočjo smo ga v bistvu prelevili v eno čudovito mizico. Rad bi samo še dodal tole, da sam svojih izdelkov ne gledam na to kot izdelek oziroma kot nekaj, kar postavimo v prostor, pač pa gledam na svoje stvari kot spoštovanje do kulturne dediščine, spoštovanje do naravnih materialov, kot opozorilo pretirani potrošnji, ki se dogaja danes v svetu in s tem v bistvu želim jaz prispevati k temu, da bo naš svet tudi boljši in pa predvsem lepši. Zahvalil bi se Petri za povabilo in pa hvala vsem vam, da ste mi tako prijetno prisluhnili. Hvala lepa.